Živa družba, spet sem jaz, imam odlične novice. Moj škripajoči glas se je poslovil, tako da bo manj grozno poslušati me, meni bo pa manj grozno govoriti. Tokratna tema bo pa ponuditi pomoč slepi oziroma slabovidni osebi oziroma sprejeti pomoč. Zdaj jaz imam kar nekaj izkušenj na to temo, jasno, da bolj strani sprejeti pomoč. Mislim, da enkrat sem samo pomagala dvema slepima moškima. Imam tudi eno izkušnjo, da sem jima pomagala. Ampak večinoma imam pa bolj izkušnje, da se mi pomaga. Jaz osebno nikoli ne zavrnem pomoči iz treh glavnih razlogov. Prvi razlog je ta, da če tudi jaz pomoči ne rabim, nočem ljudi, ki mi želijo pomagati, zavrniti, zaradi tega, ker je pa mogoče, so pa tam okrog ljudje, ki so slepi in slabovidni, ki bi potrebovali pomoč, in če jaz nekoga zavrnem, tudi če ga lepo zavrnem, mogoče ta oseba ne bo nikoli več ponudila pomoči in pač ne bi rada jaz ukradla pomoči, ki jo potrebujejo pač moji sošolci, moji pač prijatelji, ki tudi ne vidijo. To je en razlog. Drugi razlog je, da kar nekaj ljudi spoznam na ta način in pač med tem, ko mi pač pomagajo na cesti, danes se bom omejila samo na pomoč na cesti. Pač izmenjamo besedo ali dve, pa je čisto zanimivo, moram reči, da odkar sama hodim po Lizo v šolo, pa ko jo odložim, da sama hodim domov, sem precej ljudi spoznala tukaj, precej več kot takrat, ko mi je pač svakinja pomagala. Takrat se noben ni približal. Tretji razlog je pa, če nekdo želi pač opraviti eno dobro delo na dan, zakaj pa ne bi bila jaz ta kljukica? No, in zato jaz pač pomoči nikoli ne zavrnem, tudi če v resnici ne rabim. Zdaj, če ste pa vi tisti, ki bi želeli ponuditi pomoč, za vas je pa zadeva zelo, zelo enostavna. In sicer se morate omejiti samo na dve vprašanji. Prvo vprašanje je, približajte se osebi, ki je slepa in slabovidna, in se je nalahno dotaknite, ne vem, na desno ali pa levo roko, tako da ve oseba, da pač govorite z njo, in vprašajte, ali vam lahko pomagam, ali potrebujete pomoč. In če vam bo oseba rekla ja, potem pa vprašajte, kako pa vam lahko pomagam, kako vam pa lahko najbolj pomagam, in potem vam bomo že razložili, kakšna pomoč potrebujemo. Jaz osebno gledam na te zadeve tako, preden sem izgubila vid, jaz tudi približno nisem imela pojma, kako se pomaga slepim in slabovidnim ljudem. Pa tudi zadeva je tudi taka, da jaz osebno nisem bila deležna nekega usposabljanja, ne vem koliko urnega. Tako da jaz ne vem, pač mogoče sem instinktivno ali pa ne vem, mogoče iz ene variante, ki sem jo našla. Meni osebno najbolj pomaga, če oseba, ki me vodi, hodi na moji levi strani, in če se jaz primem z levo roko na desno ramo. Z levo roko se primem za desno ramo, v desni roki imam pa jaz pač svojo palico, sprehajalco, in jaz to mojo palico pač pomikam od leve proti desni in tako dobim informacijo, če so kakšni kamenčki na tleh, če je kakšna luknja, pri nas v Mehiki to je luknjica pri luknjici na cesti, potem če je kakšen pločnik, vse te informacije dobim jaz pač s to mojo palico. Da pa pač ne izgubim smeri, kam je treba hoditi, zato mi pa pomaga, da se pa jaz primem osebe na desno ramo. Ampak to je meni osebno najbolj ustreza. So ljudje, ki se radi primajo za komolec osebe, potem so ljudje, ki jim bolj paše hoditi, jaz pravim tako kot vlak, cestiga, meni to ni zelo ljubo. Se pravi, da neposredno za osebo zadaj hodijo. Tako da jaz res, preden sem izgubila vid, jaz nisem imela najmanjšega pojma, kako pomagati slepi ali slabovidni osebi, kako pomagati osebi, če ima epileptični napad, kako pomagati osebi na vozičku. Pač jaz nisem bila usposobljena za vse to in tudi zdaj ne pričakujem, da bo pa cel svet okrog mene usposobljen za pomoč nam. Zadeva se lahko zelo poenostavi na ta način, da pač jaz povem, kaj osebno meni najbolj ustreza. Ampak je pa tako, kot je dati pomoč, včasih zapleteno, je včasih še bolj zapleteno, če ti je pomoč nudena. Jaz pač v začetku
sem morala biti zelo, zelo skoncentrirana. Recimo, jaz nisem preveč avanturistka, jaz nimam navade kaj preveč sama okrog hoditi. Pač nimam takega načina življenja, že prej nisem imela navade pač hoditi kaj preveč po svoji, v službo pa domov, ampak da bi pa kar brez razloga, ne vem, šla po trgovinah ali pa, ne vem, da bi kar tako brez smisla okrog hodila, nisem niti prej, ne, tako da zdaj pač, ja, zdaj verjetno še manj hodim ven, ja, ampak ni samo to razlog, no. Tako da jaz imam zelo ponavljajoče ture, ne, od doma do šole. Ampak kljub temu sem morala biti jaz zelo, zelo skoncentrirana, ker jaz pač se moram zbrati, da se zapomnim recimo referenčne točke. Na primer, jaz, ko grem ven iz hiše, ko grem ven skozi ograjo, grem na levo in potem do konca ulice sta dve majhni klančini, pač rampe, no. In pač jaz moram iskati te rampe. Potem je en lesen steber, potem je eno drevo, če napazam na njega, dobim obraz, vse listke tistega drevesa. No, potem grem pa na levo in potem na enem vrtu je pač je zelo čudno tlakovano, tako da če sem malo nezbrana, grem hitro na izlet v neznano, pa nimam vedno časa za to. Tako da moram biti precej skoncentrirana, ko jaz hodim zunaj. In v začetku sem bila še bolj skoncentrirana in prestrašena in me je skrbelo, če se bom zgubila ali se ne bom zgubila. Sem razmišljala, če bo prišel mimo kakšen tak, ki ga poznam, ki gre tudi v isto šolo. Skratka, sem bila toliko zaposlena s tem in toliko sem se zamotila, da so me vedno presenetili, ko so rekli, če mi lahko pomagajo. No, in jaz sem rekla, da ja. In potem sem razne zgodbe doživela. No, zdaj sem že precej bolj zbrana in iz pač razlogov, ki sem jih prej navedla, jaz pomoči ne zavrnem. In ravno prejšnji teden je ena gospa rekla, če mi lahko pomaga, sem rekla ja. In so bili tam taki stebrički, kovinski, tako kakšnih 1,20 m so morali biti visoki. In jaz točno vem, da so 3. In ni bilo nobene nevarnosti, da bi se jaz na tiste stebričke zaletela. Ampak ta gospa se je odločila, ne, da mi mora pa res pomagati. In sem se počutila kot čarovnica iz pravljice o Janku in Metki, ker se je ta gospa postavila za mano in me z levo roko me potiskala v hrbet, z desno pa v palco, kot da bi bila jaz čarovnica in bi me hotela v peč poriti. Sem rekla, joj, gospa, me lahko lepo prosim nehate porivati. Rekla, ja. In je desno roko je umaknila pol s palce, ne. In me z obema rokama po hrbtu porivala. Sem rekla, gospa, jaz bi vas res prosila, če me nehate porivati, ker lahko pade. No, potem je pa le odnehala s tem in pač ni vedela, kaj bi. Jaz si nisem vnaprej rekla, pač, če se lahko primem za desno ramo, no, potem, ko se je postavila, sem rekla, se vas lahko za desno ramo primem, no. Potem sva pa srečno prijadrale do Lisine šole, no, to je bila ta zadnja dogodivščina. In potem se večkrat tudi zgodi, da ljudje pač me primejo za levo roko, z njihovo desno roko. Mislim, da je to čisto nagonsko, tako kot pač primemo otroke, ne, pač, ne vem, jaz Liso z levo roko primem zaradi tega, ker imam jaz v desni palco, ampak pač na tak način, glede na to, da imam jaz desno roko zasedeno s palco, me pač primejo za levo. In se mi zdi, da je to instinktivno, no, nas tako primejo. Ampak zame to ni zelo uporabna informacija. Zakaj? Jaz, če me nekdo prime za to roko, jaz to roko lahko takole v vse te kote okrog vrtim in potem jaz ne vem čisto točno, kje sem niti kam naj hodim. Je preveč v različnih možnosti, ker če se jaz primem za ramo, rama gre vedno naprej, ne, nisem še spoznala nekoga, da bi v rikverc hodil ali pa levo, desno, da bi se zibal, tako da tam ni dvoma. Za roko se pa, ja, pa lahko nekdo podzavestno pod različnimi koti obrača roko in potem ta informacija mene zmede. Potem imajo tukaj še en priljubljen šport. Radi primejo tako ozadej z hrbtom. In sicer tako, da z desno roko primejo na desni strani boka in potem imajo roko zadaj za mojim hrbtom. In to se mi zdi kvečjemu odlična pozicija za kakšen džajv zaplesati, ne, to se spomnim samo v mlajših letih, da to pride prav. Ampak zame hoditi pa ni kaj preveč fino, ker jaz imam kar občutek, da me bo oseba zagrabila pa kar dvignila, ne. Ampak pa kaj treba dvigati in pa moči zmanjka, tako da to ne funkcionira. Tudi, ne vem, zelo jim je simpatična moja palca in jo z velikim veseljem primajo in dvigujejo in spuščajo ali pa kar dvignejo, ne, da me ne bo motila, mislim, da je to dobro, ne.
Jaz to rabim zato, da dobim pač podatke, kje so luknje, za pločnike in za vse te zadeve. Oni pa tako prav z veseljem to dvigujejo in potem bolj jim jaz razlagam, da jaz to rabim. Bolj oni to dvigujejo, tako da sem že imela tlele bitke. Tako kot na Neretvi skoraj na gospa mi je res vsa zagreta dvigovala palce in pa sem se jaz vso težo opirala na palco, da bi jo jaz spustila na tla. Tako. Takele dogodivščine se mi dogajajo, pa tudi ne vem, če včasih potem krožijo pač take, kako ne rečem, specifične šale za nas slepe in slabovidne. Tudi to je, tudi čist res je, no, to ni za lase privlečen, da ljudje tudi primejo radi v pasu hlač. In to moram reči, da ni nič kaj prijeten, če mi kavbojke ali pa druge hlače skoraj do podpazduhe privlečejo. Lepo prosim, tega ne počnite, ker je zadeva boleča in skrajno neprijetna in nekoristna povrh vsega. Se pravim, tako kot pač vi vprašajte, če rabimo pomoč in potem bomo mi povedali, na kakšen način nam pomaga. Jaz osebno sem pa res hvaležna pač vsem, ki mi pomagajo na kjerikoli na poti, ker vem, da je dobro namerno, no. Mislim, da je do zdaj še vedno bilo dobro namerno, mislim, da si me še noben ni privoščil, no. Moram pa reči, da pač čeprav je moja pot zelo ponavljajoča, ampak če se majčkeno dekoncentriram, res lahko popolnoma izgubim orientacijo. In jaz imam občutek, da sem sama na tej svoji poti, pač od doma do šole, ampak po drugi strani imam pa občutek, da so pa angelčki za zidovi, ker čim se tam za 10-15 sekund izgubim, in ne, jaz pač mi narodam, da se izgubim in potem se začnem takole okrog ozirati, kada opazujem okolico ali pa stavbe ali pa ne vem kaj, ne. Pol pride vprašati, če rabim pomoč ali če sem se izgubila ali kaj, no. Včasih imam kakšne hecne, no, ker nočem tako neumna izpasti. Tako da res, pomoč je vedno dobrodošla. Moram pa reči, da pač, da mi pa zelo pomaga, jasno, da je ponavljajoča se pot, pomaga mi, da sem bolj samozavestna in tudi jaz sama sebe vedno spodbujam, se vem, da bo butast zvenel, ne, ampak jaz si pravim, zdaj sem pa že tokrat šla po tej poti, da bi pa lahko oči zaprla pa bi šla, ne, čeprav nimam nobene potrebe po zapiranju oči. Ampak pač sem že tokrat to prehodila, da vem, kaj moram poiskati na poti. In tudi zaradi tega, ker sem bolj samozavestna, sem manj prestrašena, manj zaskrbljena in lahko svoje čutke mi funkcionirajo pa na 150% priključim. Recimo mi pomagajo, en zvok je tam, ki je en steber kovinski je in ne vem, kaj točno, tako nekaj škripa tam, ampak jaz točno vem, če gremo doma do šole, da moram to slišati na svoji desni. In to je prav na eni točki, ko sem že parkrat šla na izlet v neznano, tako da zdaj vem, to mi je za orientacijo, da pač sledim temu zvoku. Lahko prisluhnem avtomobilom, ker vem, od kje jih moram slišati, se pravi, ko grem jaz na levo, ko pridem do konca svoje ulice in grem na levo, morajo avti priti od zadaj, na moji desni pa iti naprej, recimo. To točno vem, da če bi kam zašla, vem, da moram pač po teh zvokih bi se lahko orientirala. Potem je tam ena delavnica, kjer menjujejo olje avtomobilom. Tudi vem, mi tisti vonj pomaga. Tako da vse to mi pride prav, tudi žvrgolenje ptičkov, psi, ne boste verjeli, da prav vem, ali je majhen kuža, ali je velik kuža, ali je star kuža, ali ne vem. Prav približno vem, kje bi mogel kakšen kuža zalajati, ali pa včasih kje laja, ker ne bi smel. Pismo rečem, če nima noga kužka, sem pa zašla. Vse to mi lahko pomaga, no, ampak sem pa še vseeno, sem vedno hvaležna temu, da vem, da me obdajajo ljudje, ki bi v kateremkoli trenutku, ki bi opazili, da bi se izgubila, da bi mi priskočili na pomoč. In ja, imam tukaj eno gospo, ki v eni papirnici dela, ki vedno vidi, kako prečkam, in če vidi, da kaj ni čisto v redu, mi pomaga. Potem je en gospod, ki v bazenu dela, pa ta gospod, ki dela v tej delavnici, ki menjujejo olja, pa neznanci, pa sosedje. In res moram reči, da sem zelo, zelo hvaležna za dejstvo, da vem, da imam tam pomoč, ne vem, korak ali dva stran. Upam, no, da je bil video koristen, tako če vi potrebujete pomoč oziroma če bi jo vi hoteli dati, lahko nas všečkate. Delite jih lahko praktično z vsemi, ker vsi lahko pomagate oziroma sprejemate pomoč. In da ne bi slučajno izgubili kakšnega prispevka, se lahko s klikom na kremšnito naročite na naš kanal in boste brezplačno obveščeni o novih vsebinah. Če ste vi tisti, katerim je pomoč nudena, nam lahko kakšno zgodbico zaupate spodaj ali izrazite svoje mnenje.
Če pa bi bili vi pripravljeni ponuditi pomoč in je ostal kakšen dvom, pa tudi v komentarjih lepo prosim spustite sporočilo. Se vidimo tukaj prihodnji četrtek. Adijo!